Kadar potuješ, lahko na poti tudi zboliš. Zato moraš imeti glede na destinacijo vedno v mislih, kakšno hrano boš jedel, kako čiste roke boš imel in odkot bo prišla tvoja voda. Driska sicer res lahko naredi dopust nepozaben, ampak se ji vseeno rajši izogni. Praktično povsod pa moraš pomisliti na zaščito pred soncem. Včasih se je pred potovanjem potrebno tudi cepiti. Za vstop v nekatere države potrebuješ celo potrdilo o cepljenju. Seveda pa so nevarnosti, ki prežijo na nas, odvisne tudi od tega, kam potujemo. Dobrodošli v Zürichu. Agencija Švictrip bo naredila vse, da bo vaše potovanje v Švici čim bolj prijetno. Hvala. Hvala lepa, kako prijazno. Vam lahko ponudim malo vode? Vode? Kratkole, iz kozarca. Saj ni iz kozarca, je iz pipe. Iz pipe. Grega, si slišal tole? Iz pipe? Grozno. Gospa, midva sva izkušena avanturista in vodo je vedno treba piti flaširano in prej je potrebno preveriti, da je bila res original zaprta. Se upravičujem, vam grem po flaširano vodo? Ne, ni treba. Eden za obleke, eden za vodo. Midva sva zmeraj pripravljena. Aha. Imate mogoče še kakšno vprašanje glede samega potovanja? Ja. Cepila sva se za tetanus tifus, steklino, hepatitis B in rumeno mrzlico. A sva še na kaj pozabila? Ne, saj se vam tudi za to ne bo treba cepati. Ja, zihar je zihar, gospa. Še to mi povejte, kdaj pa je bil tukaj zadnji izbruh kuge? Kuge? V 12. stoletju? Ok, poleti nevarnosti. Če sta pripravljena, lahko gremo do avtobusa. Grega, obleč se. Ja. Ja, kaj pa dela? Veste, on tako slabo prenaša tele tablete proti malariji, da pol rajši z mrežo okrog hod. Saj veste, da smo v Švici, a ne? Ja. Tudi, če ti urejanje papirjev ni najbolj pri srcu, ne pozabi na pot vzeti vsaj kartice Evropskega zavarovanja, ki jo lahko naročiš kar na spletu. Če imaš kartico, to še ne pomeni, da boš imel vse storitve zastonj. Ampak da boš pri koriščenju storitev izenačen s prebivalci države, v kateri se nahajaš. In če potuješ izven Evrope ali pa si želiš več storitev, naprimer tudi prevoz domov zaradi bolezni, je dobro, da si urediš še dodatno turistično zavarovanje. Zdaj pa je čas za 4K-je. Kam grem? Kaj bom počel? Kako dolgo bom potoval? In kaj moram vzeti s sabo? Odgovori na ta vprašanja bodo v pomoč pri dokumentih, zdravilih in številu spodnjih gat, ki jih moraš vzeti na potovanje. Pa še to, a ste vedeli, da cel svet nima za klic v sili številke 112? Zna biti neugodno, da moraš, ko te zbije avto, številko za nujno medicinsko pomoč šele pogooglati. Sploh pa je neugodno, da pri tem ugotoviš, da si zadnje podatke na sred prehoda za pešce skuril za Snapchat. Tudi če te v tujino ne vleče, se je dobro cepati. Konec koncev nikoli ne veš, kdaj boš iz grajcev prišel domov s klopom za ušesom. Če vam je bilo to všeč, potem kliknite tukaj spodaj. Ali pa tle spodaj. Tukaj nekje spodaj.